nekako se bližamo k koncu. Tu Liks ni medij, ki bo spraševal floskule, ampak želimo kandidate predstaviti dejansko kot ljudi. Trdimo tudi, da Ptuj s pravilnim vodenjem postane res ena velika družina, dejansko se vsi poznamo in če imaš ta neki privilegij, da veš, kaj kdo dela, so lahko neki procesi toliko hitrejši in boljši. Je tako? Tako. Ali je kandidat Čuš v to svoje politično delovanje bil sposoben vnesti tudi neko mirnost in razsodnost iz juda, da nimo tam moraš čakati na tudi napačno potezo nasprotnika, si jaz predstavljam, ni to samo napadi ga pa skup zlamaj, ampak je judo intelektualni šport, je tako? Zelo. Ko sem ga začel trenirati, si ga nisem tako dojemal. Potem pa dobro, verjetno sem tudi jaz kako napako kdaj naredil, pa priznam, definitivno sem imel. Nišče ni popoln. Te pa nekako, ko neke procese pa ljudi okrog sebe opazuješ, tako kot recimo danes, ko smo imeli soočenje, pa to ni zdaj bilo prvo soočenje, ti malo odpre oči, ko v bistvu vidiš, kdo, koga, na kak način se v bistvu že podpirajo kandidati. Se ti pač zdi, da vse samo neka igra, pripravljena, zrežirana, zdaj samo mora se odigrati. Samo jaz pa mislim, da lahko tu fejst štrene pomešamo, oziroma pomešamo in tudi malo karte spremenim. Pardon, da spet skočim not, kaj je torej iz nekega insajderskega pogleda tvojega obstaja bojazen, da bo karavana šla dalje? Ja, se vete, kako pravijo. Psi lajajo, karavana pa gre naprej. Jaz pravim, da v politiki ni naključje in da so vse akcije skrbno premišljene. Vedno pa dopuščam možnost nekih statističnih napak. Se pa vidi, da so se ljudje teh lokalnih volitev lotili zelo, tako bi rekel, da jih ljudje ne želijo več ponoviti napake, da bi jih izgubili. Tako bom rekel. Torej, bi zaznal pri nekaterih kandidatih, sedaj ni važno katerih, ker tudi jaz nimam za koga konkretnega v glavi, ampak nasploh, mogoče tudi širše Ptuja v drugih mestih, da gre za neke igre ega? Ja, lahko. Jaz sem zdaj odkrito povedal med nami. Jaz sem napisal nekaj dni nazaj kolumno o Mariboru. Kaj smo res postali tak nor narod, da v drugem največjem mestu, ki ima tudi potencial, ali Ptuj, res vidimo samo možnost, oziroma mediji forsirajo izbire med dvema, ki sta vladala preteklih 12 let in sta naredila mestno občino najslabše razvito v državi. Gre pri nekaterih, pa še enkrat podarim, ne gre za Ptujske, nekdo rekel, da se zdaj na koga spravljamo. Gre pri nekaterih kandidatih preprosto za igre ega in revanšizem, ali gre za res pripravljenost v okoljih kaj narediti? Jaz mislim, da prvi je ego, pa kdo ima jačega, Jaz pač pravim, da vsak je imel priložnost se izkazati, pa pokazati, kaj zna. Jaz tudi pravim, pa res je, da sem mlad, pa sem bil 2 mandata v parlamentu. Jaz niti približno nočem celo življenje biti v politiki, ker treba še kaj drugega v življenju delati. Kaj bi delal, če naj bil v politiki? Ko sem bil otrok, sem rekel, da bom gasilec. Zdaj, preden sem šel v javni sektor, pa nasploh sem bil doma bolj administrativni referent, bom rekel, ekonomski tehnik ali pa natakar. Pa moram reči, da me včasih prime, da bi to spet delal, čeprav končujem doktorski študij. Ampak zdaj sem rekel, da če kdaj, potem zdaj. In zdaj je neki moment, ko sem še siloma dobro prepoznan, sem kar nekaj takih aktivnosti naredil, da če bi pa se rekel, da grem 8 let, se nekam umaknem, pa potem to bi rekli, pa kaj se spet vračaš. Jaz pravim, dokler si v tem se tukaj izpostavlja, ko pa končaš, pa ne obremenjuje več ljudi. In jaz tudi pravim, da 2-3 mandate na funkcije je dovolj, ne pa da imamo, ne vem, pa spoštujem vse ljudi, pa ne mislim zdaj poimensko ljudi, ampak javni funkcionar, ki je voljen, ne more biti skoraj že inventar na občini. Jaz sem proti. Potem zdaj, pri zaključku tega dela, mnogo se je v tej naši državi
rečemo tam okoli preloma tisočletja plus minus nekaj let govorilo o neki lustraciji. Se strinjaš, da smo sedaj spet pred lustracijo s tem, da ne bomo šli na neke ideološke opredelitve, ker ne nazadnje, če se sedaj tukaj tako izrazim, so nekoč vsi hodili v Kumrovec, in levi in desni. Ne? Ja. Mora priti v Sloveniji do lustracije mladi, zoper stare kadre, zlizane, 500-krat reciklirane in neki novi, neobremenjeni ljudje, ki znajo tuje jezike, znajo digitalna orodja uporabljati, ne znajo si nekaj na Amazonu naročiti. To smo že v prejšnjem intervjuju obdelovala. Jaz poznam ljudi, ki vodijo državna podjetja 100-milijonskim prometom, pa e-maila ne zna poslati. Se ti to zdi normalno? Ne zdi se mi. Je pa pač to res, da nas ta politika, ki se izvaja, sili v neki medgeneracijski konflikt, ki bo prej kot slej eskaliral, in to je narobe. Tudi jaz pravim, da mladi podpiramo starejše in starejši ziher tudi mlade podpirajo. Tega mi ne bo nišče drugače povedal, pa prepričal. Samo, ja, nisem mislil na sedaj jaz v vprašanju družinskih relacij. Ja. Rečemo jim stare sile. Stare sile bojo naredile vse, da se obdržijo. To je jasno, ker tako kot ste gotovili, so se navadili na lagano življenje, ne, bi se v trgovino zato zapel, ne. Zakaj bi se on trudil na trgu, pa izpostavljal, pa ob 8 bil v službi, če pa v službi 3-krat na teden, pa ob 11 gre domov. Zakaj? Če pa se navadil, da tako gre. Ne. Če tako rečemo, čeprav so ateisti, si mislijo, da so bogovi. Ja, tako je. Kar dobra poanta. Jaz pač pravim, da ko je kult osebnosti močna, ali pa ko že pride do takih razmišljanj, pa se res mora že samo makniti. Dobro, v naslednjem delu pa bomo še razjasnili nekaj bistvenega za ljudi, ki razmišljajo ali čušajo voliti ali ne.